Dobro večer, drage gledalke, cenjeni gledalci in dobrodošli v nocojšnji oddaji Pravi ključi na televiziji Vaš kanal. V različnih življenjskih situacijah, ko iščemo svoj pravi ključ, se med mnogimi nemalokrat znajdemo v zagati. Kateri je pravi zame, za moj izziv? Ključ dragocene osebne zgodbe mojega nocojšnjega gosta, ki so mu zdravniki pred približno 18 leti diagnosticirali 3 različne vrste raka in napovedali le še morda zgolj pol leta življenja, je, kot pravi on sam, v odločitvi. V mnogih poglavjih njegovega radoživega življenja je odstiral nova in nova spoznanja, ki preverjeno delujejo. In nocoj jih bo delil tudi z vami. Zato ostanite. Izjemna so, kot je izjemen on sam. Življenje je vzel v svoje roke. Boris Vene, prijazen dober večer. Dober večer, hvala za vabilo. Lepo pozdravljen v studiu televizije Vaš kanal. Otroštvo te je posebej zaznamovalo. Naj poveva najprej, da korenine tvojega življenja segajo prav v to področje, na Dolenjsko. Potem pa te je pot odnesla, oziroma tvoje starše, mamo, na Jesenice in tam si preživljal svoje otroštvo. Morda spomin seže nazaj? Seže. Ja, po očetovi strani sem iz Škocjana, če sem bolj precizen, iz Jelendola. Po mamični strani sem čisti Gorenec, iz Vrbe. Mi smo, če tako rečem, toliko je zdaj, ki si spomnim na otroštvo, odraščal sem v delavskih blokih in sicer na Jesenicah. Oče je imel 4 razrede osnovne šole, mama je bila kuharica v mestni bolnici in iz tistega izhodišča nisem imel kaj dosti šans, da karkoli v življenju naredim. Glede na to, da smo bili pač delavska družina, da so bili starši revni oziroma sta bila revna, sem takrat že v zgodnjem otroštvu hitro spoznal, da mogoče ne vem, kaj hočem, zagotovo pa vem, česa nočem. Ne želim biti reven, ne želim biti neizobražen, želim znati komunicirati, ker moj oče je imel en talent in sicer zaradi svojega kompleksa, ker pač ni imel izobrazbe, je v bistvu zelo rad prepričeval na določenih temah določene strokovnjake in jasno je hitro prišel konflikt. Čeprav toliko let kasneje sem šele spoznal, da je bil oče genialec, ker se pravi ta, v Ameriki temu reče smart street school, pri nas pa rečemo zdrava kmečka pamet. Karkoli se je lotil narediti, sprojektirati hišo, karkoli iz tistega izhodišča ga je imel, vse znal narediti, karkoli se je lotil, znal narediti. Pa še ena stvar, ker je imel zelo veliko nesreč v življenju, da sem jih malo podedal po njemu, nikoli ni odnehal. Moj oče je v bistvu že pokojni 30 let, za rakom je umrl, nikoli ni odnehal. Pa je bil v bistvu imel 100% telesno okvaro, ker je imel težko nesrečo v tovarni in je kljub temu, zdaj me mrazi, zdaj me prvič zmrazil, kljub temu je še vedno naredil hišo. Ker je bilo nemogoče s tisto ubogo pokojnino, z ubogo plačo moje mame, sta naredila to. Ampak tvoj pogled, Boris, naj gledalcem poveva, da se poznava in da se bova zato tudi v oddaji tikala. Nekako si v svojem otroštvu začutil, da bi iz svojega življenja pa rad naredil nekaj več in korak naprej. Ja, tako kot sem že rekel, vedel sem, česa nočem. In to je bilo že pol uspeha. In potem sem fokusiral, želel sem biti uspešen, želel sem biti materialno, rečem, bogat, želel sem biti izobražen, ker starši niso bili. In dejansko sem se fokusiral na vse ta področja. In recimo en zelo velik preobrat je bil, ko sem recimo bil star 7-8 let, ker sem bil kar tako malo kaskaderja, mogoče še vedno sem, in sem padel, smo skakali za njih 2-3 metrov in sem padel, se poškodoval, prišel ves krvav domov in mami takrat rekla, joj, kaj spet počneš, ti se še en dan ubil. In jaz jo pogledam globoko v oči in rečem, mami,
jaz ne bom nikoli umrl. Kar pomeni, to sem kasneje spoznal, ne govorim o svojem fizičnem telesu, govorim o tistem, kar je veliko več. Govorim o svoji esenci, nekateri temu pravijo duša, drugi spirit ali kakorkoli. In to je bil en preobrat. Naslednji je bil, ker sem se res zavedal sem se, da mi praktično ne more nič biti. Ne? In naslednji je bil potem, ko smo se preselili v Vrbo, Prešernovo Vrbo. Takrat sem šel v 7. razred osnovne šole in takrat so moji sošolci, zdravi kmečki fantje, jasno, bel sem bil takrat, blond, ne, zdaj sem malo drugačen. In sem bil pač tarča teh močnejših sošolcev in so se radi živeli nad mano. Ampak v življenju je zmeraj tako, samo če mi vidimo, imaš težavo, krizo, ampak krizo je lahko odskočna dveska. In imel sem pa strica od moje mami brat, ki je bil pa najmlajši državni prvak v atletiki, mojster borilnih veščin. In takrat, tako kot vodilni psihiater reče, mogoče ne vem, kaj hočem, se pravi, oziroma v življenju moraš dovolj trpeti, da te prekipi, da udariš po mizi in rečeš, zdaj pa dost. In jaz takrat sem rekel, zdaj mi pa dost. Ne bom vsak dan pretepen prihajal iz šole in sem stricu rekel, zelo tak ljubeč človek, sem rekel, a bi ti mene treniral. Pa že tako sva se razumela, me metal v zrak, sem bil še majhen in me začel trenirati. In zelo hiter nisi videl na meni, zelo hiter nisem pač treniraš, ker sva že začela in z utežmi in z atletko in z borilnim veščinam. In zelo hiter so te sošolci, ki so me tepli, ki so videli, pač zelo malo sem veliko dvignil teže in tako, so prihajali k meni na trening in postali moji, da ne rečem, oboževalci. Ne? In praktično, kar je najbolj pomembno, nikogar nisem rabil udariti, da se je prekinjalo to. Recimo, to je bil naslednji moment. Se pravi, prvi moment je bil tisti, ko sem se zavedal svoje nesmrtnosti, drugi moment je pa bil, ko sem vzel svoje življenje v svoje roke. Zakaj? Ker večina ljudi v svojem življenju je na vrste predpražnik, o katerega si brišejo ljudje čevlje. Zakaj? Ker mi imamo pač pomanjkanje, osnovno pomanjkanje ljubezni do sebe, spoštovanje sebe. In mi dejansko mislimo, da to lahko pridobimo, če drugim ljudem uslišimo njihove želje. Se pravi, da smo v tem smislu predpražnik, da dejansko, da bi nas imeli radi, smo pripravljeni narediti marsikaj za njih, ampak tudi, če nam to ni všeč. Ker potem na ta način mislimo, da bomo dobili njihovo spoštovanje. Ker Dale Carnegie že pred 100 leti rekel, vsak išče ljubezen in spoštovanje. Ne? Tako da to je bil ta nekje drugi moment, ko sem recimo na fizičnem telesu, se pravi, dobesedno sem usmeril energijo, da se v bistvu fizično naredim, da postanem športnik in da pač prekinem ta vzorc, da bom pretepen vsak dan. Ne? Se pravi, zajel sem s tem svojo notranjo moč, usmeril sem energijo v zelo jasen cilj. Ok, tukaj sedaj imamo zelo veliko nivojev, kar se tiče postavljanja ciljev, tako da danes nam zmanjka časa, če bi hotel o tem govoriti, ampak sta dva paradoksa. Prvič, cilj, imej neomajno željo in nikoli ne odnehaj in deluj. To ni čisto res. Ker jaz temu pravim, da v tem smislu v bistvu si lahko izkoplješ grob. Druga varianta pa je, da v bistvu pa samo zaupaj, pozitivno razmišljaj. To je pa pasivno stanje, ki nas tudi nikamor ne pripelje. Ampak tvoja življenjska pot vse do danes te je resnično valovito vodila skozi življenje in skozi čas. Tako kot si rekel mami, kot si pravkar povedal, da ne boš nikoli umrl, velikokrat si gledal tudi dejansko smrti v oči, ampak vedno znova si je tudi pomahal v slovo. Kdaj si se prvič soočil z njo? To je bilo leta 2003. Dobil sem prvo diagnozo karcinom, se pravi rak na koži. In zanimivo je bilo, ker do takrat sem že dosegel nekje svetovne uspehe in tudi tisto, zato sem toliko poudaril postavljanje ciljev, sem nekako imel filozofijo, da vse, kar se jaz v življenju lotim, uspem. Ker sem pač zelo discipliniran, imam neomajno voljo in dejansko, ko je ta diagnoza prišla, sem se jaz nasmehnil in prav tisti
občutek je bil, še ena preizkušnja, ki jo bom rešil in bom tudi o tem druge učil. Ne? Če po domače rečem, zelo tako iz tiste samozavesti sem štartal, lahko rečemo iz ega, ampak 3 mesece kasneje sem dobil drugo diagnozo, maligni melanom, in takrat mi moj kolega kirurg je rekel, Boris, to šmo go pa resno vzeti, ker jaz sem pravkar zgubil pacienta v pol leta, ki je imel to isto diagnozo, ampak brez karcinoma, ti imaš pa še karcinom zraven. In jasno, tudi kar se karcinoma tiče, sem imel zelo veliko operacij, ampak jaz sem takrat še nekje razmišljal tako, še ena ovira, še nekaj, kar bom premagal, še nekaj, kar bom dosegel. No, potem se pravi, po tej diagnozi maligna melanom se je pa marsikaj spremenilo v mojem življenju. In sicer takrat sem pa po besedah še kirurga resno to vzel in sem se lotil v bistvu raziskovanja, kako si pomagati. In rekel sem si, uporabimo vse znanje klasične medicine in vse znanje alternativne medicine samo z enim namenom, da ozdravim. Ne da hvalim enega, drugega, ampak celostno želim. To si se odločil sam v sodelovanju tudi z morda kolegi, z svojo soprogo, ki je mimogrede astrologinja Mokšo? Ne, to sem se odločil sam. To je bilo tisto, ko v sebi začutiš tisto, kaj moraš narediti. In seveda greš takoj v smer iskanja rešitve. In šel sem na svetovni splet in začel iskati, pač glede na svojo diagnozo, kje so imeli najboljše rezultate. In praktično, kaj se je dogajalo? Občutek imaš, ko tipkaš pač določene stvari, pač tvojo diagnozo, da so se vsi pozdravili, da vsi vejo, kako je to, kako je rešiti na takšen ali drugačen način. Nekateri naslovi so bili, kako samo bom rekel, kako imunski sistem ojača za 800%, kako v bistvu rešiti zakisano telo, ker to je posledica v nekaj sekundah. Mislim, to so bili taki naslovi in takrat sem se začel zgubljati. Zakaj zgubljati? Ker sem se začel spraševati, komu verjeti. Ker na eni strani so bili res zdravniki, ki so raziskovali desetletja, ampak niso bili v bistvu v marketingu, kar pomeni, če nisi v marketingu, ko vtipkaš določeno diagnozo, njega vržeš šele tam na konc nek. Na drugi strani so bili pa ljudje, zdravniki, ki so bili pa marketinško zelo dobri in so pač prodajali določene svoje tečaje in so se, takoj ko si vtipkal, se je med prvim pojavil. In takrat je ključni preobrat bil, ko sem si postavil vprašanje, komu verjeti, da je to napačno vprašanje, da je prav vprašanje, v kaj jaz verjamem. In takrat sem si napisal, takrat sem začel uporabljati poseben zvezek in sem začel pisati, v kaj jaz verjamem. Poveva, da imamo tale zvezek, ne tale, ampak prispodobo tega zvezka tudi na mizi. Škoda, ker nisi svojega prinesel v sabo, da bi videli, kako to pišeš, pa vendarle ne. Tukaj je še prazen list papirja in morda tudi tvoj napotek sedaj našim gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo. Zakaj zvezek? Zakaj pisati na roko? Ja, na roke zato, ker v bistvu po nekaj raziskavah stimuliraš možganski polovici za 14krat bolj, kot če pišeš na računalnik. Drugo pa, da ti v bistvu usmeraš svoje misli. Ker ti začneš lahko jasno razmišljati šele takrat, ker moramo upoštevati en dejavnik in to je strah. Ko dobiš tako diagnozo, ko zveš, da imaš mogoče, da ti morda preostalo samo še pol leta življenja, logično, da te postane strah. In ko ti v bistvu pišeš na roke, dejansko zbistriš svoje misli. In dejansko, kar je še bolj pomemben, ko si zapišeš določene, naj si bo strahove, naj si bo svoje nezavedne vzorce, o tem sem potem veliko zvedel kasneje, takrat dejansko začneš lahko to čebulo svojega življenja lupati. No, na mizi imamo tudi čebulo kot prispodobo, ne? Ja. Ja, in to je tvoj proces, skozi katerega si šel. To je proces nas vseh. Vsi lupimo svojo čebulo življenja, ampak ta čebula se lupi vedno po plasteh. Mi ne moramo kar presekati kot gordijski vozel in priti do bistva. In to je tisto, tudi ko lupaš čebulo, tudi marsikatera solzica poteče, ne? In to je bilo tisto, ko sem se začel zavedati, da lupam čebulo svojega življenja.
tako kot jo ljubimo, ampak vsi v svojem življenju, ampak tukaj je zelo pomemben. Zelo rad rečem, da mi imamo lahko, ko govorimo o lupljenju čebule, raka na fizičnem telesu, lahko ga imamo v denarnici ali pa lahko ga imamo v medsebojnih odnosih. In nekje vsi gremo skozi življenje, da imamo kakšno od teh terminalnih bolezni na enem izmed področij, se pravi zdravja, se pravi denarnice in pa medsebojnih odnosov. Verjetno so prav ti medsebojni odnosi, kot smo se med predodajo, pa tudi sicer v življenju že pogovarjala, izjemnega pomena, pa se tega vse premalo zavedamo. Moja žena, Mokša, tako lepo reče, na koncu je vse, kar ostane, odnos. In to je stavek, ki nam pove, kako pomemben to je. Se pravi, recimo, mi dva z ženo sva več kot 35 let že skupaj, star sem 58 let in v življenju, tako kot si rekla, res veliko mi je bilo dano in preizkušenj in uspehov, dosežkov, ampak če pogledam danes, ko gledam nazaj, dejansko, recimo, ko sta otroka odraščala, toliko je bilo pomembnih sestankov, toliko je bilo pomembnih trenutkov za moj V resnici pa se danes vprašam, vem, da sem mogel skozi to pot iti, skozi ta proces, ampak če pogledam nazaj, koliko je bilo res to pomemben. In ugotoviš, recimo zdaj imam 17 mesecev starega vnučka, ugotoviš, da tudi približno ne toliko, kar si mislil. Ampak tle je, bom rekel, en drug aspekt, aspekt medijev, aspekt zahodnega načina življenja, ki se je infiltriral v našo družbo. Se pravi, ta ameriški uspeh, te hollywoodski filmi, to programiranje, ker televizija ima programe in programi delajo programiranje v bistvu. In mi dejansko njim verjamemo, da uspeh je, če imaš veliko denarja, če imaš luštkano familijo, če si izobražen, če imaš lepo izklesano telo. Dejansko je pa zanemarjamo tisto našo esenco, ki je pa res bistvo. Ampak Boris, prav to, ameriški stil življenja, če se ne motim, si na nek način tudi ti propagiral, predvsem, ko si bil najboljši prodajalec, ko si bil izjemen poslovnež, dokaj premožen in tako naprej, kar si seveda ustvaril s svojim delom in v partnerstvu tudi s kolegom Nikole Grubišem in še nekaterimi drugimi, pisal knjige Bogastvo je v nas. Sedaj pa popolnoma drugačna filozofija razmišljanja ali pa precej drugačna. Zdaj tako, ja, kot prvič, ali pa če po nemško rečem ja in ne. Kot prvič, ja, ko sem začel kariero, sem bil zelo inspiriran od vseh teh ameriških gurujev, če temu rečemo, o tem zahodnem načinu življenja. Bil sem tudi seveda veliko tudi v Ameriko, ker sem hodil na razne delavnice in to mi je do ene faze absolutno pomagalo. Ampak tisto, kar sem se že prek pri ciljih pogovarjala, neomajna želja, cilji pa do konca, ravno v tem je problem in tukaj je ena prispodoba in ta bogastvo nas, ki si omenila, je v Ameriki toliko dobro uspela, ker sem imel pa še to duhovno komponento zraven. Ker ves čas sem se pa zavedal te svoje nesmrtnosti, tako kot so najne gledalke in gledalci vsi nesmrtni, v tej svoji esenci, sem se tega zavedal in zato sem v bistvu že v rani mladosti začel združevati to, kar se tiče duhovnosti in materialnosti. Ampak če povem še to prispodobo, cilji nam pomagajo. Ko smo mi nekje v obupu, v stagnaciji, da imamo potem neomajno željo in da prebijemo ta led, da se premaknemo naprej iz te, žrtve, da se premaknemo naprej, da zajamemo svojo notranjo moč in naredimo aktiven korak. Če temu rečemo v prispodobi, to je tako, kot da smo z avtomobilom na ledenem cestišču zdrsnili v jarek. In sedaj imamo jasen cilj, zdaj me je zmrazil. Jasen cilj imamo, da moramo iz tega jarka, če pač vozilo ni preveč poškodovano, da ga moramo potisniti nazaj na cesto. In takrat rabimo vso svojo silo, vso svojo moč, da ga potisnemo iz jarka na cesto. Ampak, ko smo pa mi naenkrat na cesti, ga pa ne smemo potiskati s to isto silo. Zakaj? Ker bo zdrknil na nasprotno stran. Tako, taka simbolična prispodoba, Tudi sama sem se udeležila ene izmed tvojih delavnic, Body Reset, in priznam, da je bilo vredno vložiti nekaj časa, pa tudi nekaj energije v to. In v eni, mislim, da je bila to 3. delavnica, si ponovno hudo zbolel. Dobil si, to je bilo približno leto dni nazaj, diagnozo, pa kar sam povej, kakšno.
Ja, zdaj, ta prvo mora povedati, ker je to delavnica Body Reset, mora povedati, da je to delavnica, na osnovi katere trdijo znani zdravniki slovenski, da ne boste nikoli resno zboleli, če boste izvajali teh 10 gradnikov. To je prva stvar, ki moramo povedati zdaj, da bomo razumeli. Ampak, se pravi, avtor delavnice je pa zbolel. Se pravi, tukaj nekaj ne gre skupaj, ne? Pa morda tudi izpostaviš na kratko gradnike, kateri gradniki so tisti, ki plemenitijo to delavnico. No, prvo bi izpostavil še to, da vedno na začetku delavnice rečem, da nikoli ne boste imeli resnih težav, razen, če to niso karmične narave. Se pravi, kaj to pomeni? Lahko rečemo tudi na nivoju nezavednih vzorcev, ki jih imamo vsi. Torej, in meni se ta zgodba zgodila, da sem hudo zbolel, sicer je bil to tumor v glavi, kar pomeni, da glede na to, da sem pripeljal tudi Gersonovo terapijo v Slovenijo, ta alternativni način zdravljenja, ki ga je imel dr. Gerson, sem točno vedel, da če ta tumor bo pritisnil na možgansko opno, mene ni več. In stvar, ko mi je odpovedala cela leva stran telesa, roka je bila mrtva, totalno, pač nobene senzorike, karkoli, sem jo imel tako, noga in še druge stvari, da ne bi našteval. Ampak kaj je bila poanta? Ko mi to odmrli in ko mi je sin peljal na urgenco, pač ko so odkrili ta tumor, dejansko je bilo rečen pač, mi da so se samo pogledali, smo vedeli, da je to konec, da je to smrtna obsodba. In dejansko čez 2-3 dni, ker takrat so bili hudi covid časi in tako naprej, je cela družina dobila dovoljenje, da pride v bolnico in me obišče in se poslovi od mene. Se pravi, če sem imel leta 2003, mogoče samo še pol leta življenja, oziroma kasneje, ne, sem ga imel tle še par dni. Pred letom dni nazaj. Leto dni, 17. november, če točen datum poveva. 17. novembra smo praznovali moj novi rojstni dan. Ampak, zdaj pa to zelo pomembno, da poveva. Ko lupimo čebulo, lupimo po plasteh. To so naši nezavedni vzorci. Ne vem, koliko bomo imeli časa, da v kakšnih nezavednih vzorcih povedali, ker je to bistvo. Ampak takrat je bila še ena zgodba, ki sem jo ves čas, ko si prej omenila odnose, ves čas sem jo pometal pred preprogo. Bom kar direkten. Kaj se je zgodilo? In sicer, bil sem svetovno poznan kot guru pač vsega tega znanja, ki ga danes omenjava, ampak ko je 30 let nazaj moj oče umrl, je moja mama bila zelo, zelo nesrečna. In še malo pred tem je pa oče umrl, na katerega je bila zelo navezana, in mi smo bili mlada družina, oba otroka že, in mi z ženo sva skrbela za njo, se pravi, ker je dobila tudi pač živčni zlom, ne, se je upokojila predčasno zaradi tega in sva rekla, pač bo Mila poskrbela, in 2-3 leta sva jo vozila po celem svetu, se pravi, da bi videla, da bi se odmaknila, ker ena od stvari, ko imamo mi problem, moraš usmeriti energijo drugam. Ne? In v bistvu potem ta problem ni več toliko velik, kot če si fokusiran, če razmišljaš, ne vem, moža ni več, kako bomo naprej in tako naprej. No, in potem po parih letih se je postavila na noge, sva rekla, z ženo sva rekla, z Mokšo, sva rekla, zdaj pa, če bo lahko sama, ker prej smo vse in kuhali in pač kompletno se skrbeli za njo in rekla, da lahko. Ampak v bistvu je bila ves čas nesrečna. In mi živimo zadnja hiša v naravi v Vrbi in imamo res čudovito lokacijo in jaz sem se skozi trudil, da bi ji pomagal. Ampak ni šlo, ona je bila nesrečna. In zdaj si predstavljate nekoga, ki je dosegel velike uspehe na tem področju, ne vem, poznam kot avtor, ne vem, koliko knjižnih uspešnic, ne more svoji lastni mami pomagati. In poskušal sem vse načine, takšen in drugačen. In da skrajšava zgodbo, ker so potem na Golniku mi odkrili, ne samo, da je tumor v glavi, maligni melanom, da je primarno na pljučih, da je na jetrih, da je na kosteh. In glede na to, da sem tokam pacientom pomagal z svojimi izkušnjami in s knjigami in osebnimi razgovori, sem dejansko, ko sem to svojo diagnozo prebral, sem vedel, da je to smrtna obsodba. In tudi zadnjič je bil mlad zdravnik pri nas na obisku, ki sem mu pokazal, to je rekel, to je smrtna obsodba.
No, ampak. In potem pri mami, karkoli sem poskušal, na lep način, mogoče kdaj tudi mečkam bolj dinamično, po domače zgrda, da bi le premaknil iz vsega tega, način deloval. Potem, če skrajšam zgodbo, potem, ko me pa videla v tem stanju, jasno, sem ji tudi dajal zvezke, da si zapisuje, da izraža hvaležnost, da si cilje postavil, vsaj ko mami karkoli bo želela naredim. Povej samo, kaj se želiš. V enem momentu je rekla, ne, nikoli nisem bila na Triglavu, sem pač najel helikopter in sva šla na Triglav. Vse, da bi bila srečna. Ok, ni bila. No in potem v tistem momentu, ko je pa videla, se zgodba je daljša, veliko daljša, ko je pa videla, v kakšno situacijo sem prišel in da tokrat odhajam. In jaz sem, ker simboliko zelo dobro poznam, sem rekel, mami, jaz imam primarno tumor na pljučih, maligni melanom, kar pomeni, da v bistvu ne morem dihati, nesrečen sem. Po eni strani imam občutke krivde, ker ti ne morem pomagati. Po drugi strani te imam pa neskončno rad in sem pripravljen tudi življenje za tebe dati. Sem rekel, in lej, pljuča ne morem dihati, ker je to prišlo za mano skozi zadnjih 30 let. Se rekel, mami, povej, kaj lahko narediva. In v tistem momentu je rekla, veš, zelo me mrazi, mogoče še povedala, kaj to pomeni. Ne? V tistem momentu je rekla, lej, vrba za mene ni hiša, srečna, draga, vas domača, ampak tlej za mene simbol trpljenja, ker tlej je moj mož umiral, oče je umrl, mladost sem imela zelo težko, jaz sem bila edini trenutek, ki sem bila srečna, so bile Jesenice. In v tistem smo se potrudili in zelo hitro v roku 2 mesecev je bila že na Jesenicah, začela živeti na Jesenicah in potem je začela klicati, Boris, sam to, da ti povem, jaz sem presrečna. Tle moram seveda še pohvaliti klasično medicino, uporabljal sem seveda tudi alternativno, uporabljal sem celostno in tako imenovani kortikosteroidi so v bistvu pariel pri meni, to so zelo hude tablete in stranski učinki so takšni, da če vam začnem naštevati, kakšni so, se pravi tebi in gledalkam in gledalcem, že zboliš od tega. Ampak praktično, ko je ona v bistvu se preselila, ko je bila spet srečna, praktično čez noč sem bil že 50% boljši. In dejansko sedaj sem v odlični formi, lahko dvignem 100 kg body reset, imamo spet ravno sedaj ga imamo, ne? Ampak o tem moramo govoriti, o teh nezavednih vzorcih. In to jih imamo vsi. In če se mogoče samo na kratko dotakneva. Boris, ta stiska potem, ki se jo nosil v sebi, je bila dejansko kot eden izmed povodov za to tvoje ponovni izbruh bolezni. V bistvu sta bile medicinsko gledano samo 2% šansi, da se meni bolezen ponovi. Ampak meni se bolezen ni ponovila, ker je bila bil je maligni melanom. Tudi karcinom sem še enkrat dobil, ne? Ampak to je bilo čist drugega izvora, ker prvič sem imel v bistvu, da ne obremenujeva gledalke in gledalce, sem imel čist druge. Potem nisem imel na pljučih, nisem imel v glavi. Kakorkoli že, združuješ vse vrste medicine, alternativno se verjetno največ ukvarjaš, sam kaj ne? V bistvu holistično, ker tudi delujem kot mentor določenim zdravnikom klasične medicine, ampak mentor predvsem v smislu, da prenašam svoje izkušnje, pa da dejansko lahko pogledajo na celostno na pacienta. Ne? Tako da zagovarjam še vedno celostno medicino. In tudi recimo na delavnici, tudi tokrat smo imeli zdravnika zraven klasične medicine, oziroma holističnega zdravnika smo imeli, vedno gledam celostno. Ampak tisto, kar sem mogoče v 2 stavkih res moram nujen reči, te nezavedni vzorci so tisti, ki nas ubijajo. In ko si me vprašala za mojo mamo, v bistvu eno je bilo krivda, če ponovim. Drugo je bilo pa neskončna ljubezen do nje, ker nisem mogel ji drugače pokazati, govorijo na čustvenem, mentalnem, duhovnem in fizičnem nivoju, nisem jim mogel drugače pokazati kot s tem, da odhajam. In takrat je v bistvu ko sem se pogovarjal o tem vozilu, ne, ko ga moraš potisniti na zaledenelem cestišču, v bistvu ona je bila simbolično gledano v jarku. In tukaj je bil ko je videla, da njen sin, sem edinček, ne, ko odhaja, v bistvu to je pa tisto predramal, prebudil. In ona iz tistega momenta, iz te žrtve, iz te vloge, je v bistvu zajela notranjo moč in kjera mama ne bi, želim, da moj sin živi.
In kaj zdaj jaz, če občut krivdo, če v bistvu imam neskončno, kaj jaz lahko pri tem naredim. In takrat je prvič izrazila, oziroma prvič, da sem jo mogoče tudi jaz slišal, želim nazaj na Jesenice. In ti nezavedni vzorci se začnejo že v maternici, vsi jih imamo. In to se je dejansko zgodilo. Zdaj te vidimo, da si popolnoma fit, zelo dobro izgledaš, tudi zdravo se počutiš. Boris, ampak moramo nekaj izpostaviti. Pol leta po tistem si ti kandidiral za predsednika države. Ja, to je zanimiva zgodba. To tudi v knjigah opisujem. In sicer, ko ti dobiš hudo diagnozo, prva stvar, ki jo moraš narediti, spremeniti svoj način življenja. Spremeniti moraš pogled na se, pogled na druge, pogled na svet. Zdaj, to je moderna znanost, ki se imenuje epigenetika. In ja, in v bistvu prosili so me, in to je zanimivo, dajva še to reči. Ko sem jaz imel maligni melanom, ko sem imel karcinom, sem potem dobil še COVID, ker je imunski sistem v bistvu upešal. In seveda ne verjamem v cepiva. Ne? Tvoj odnos do COVID-a je anticepilski, ne? Ne, do cepljenja. Ne, ni anticepilski. Moj odnos do tega je, zdaj sva pa pri moči uma. Ja? Ker ima neskončno moč. In recimo primer, če človek neomajno verjame v cepivo v tem primeru, sproži kemično, dobesedno, mi vemo, da naše telo je največja lekarna na svetu. In ko mi neomajno v nekaj verjamemo, mi dejansko v bistvu v tem primeru dobesedno omogočimo, pa ne si bo to placebo efekt ali kakorkoli, da ta učinkovina deluje lahko. In obratno, če mi dvomimo v nekaj, se pravi, imamo placebo, imamo nocebo, ne, to je sicer druga zgodba, v tem primeru, če nekaj verjamemo, da nam škoduje, in to je nocebo, potem, če tudi nam da nekdo sladkorno tabletko in reče, da je to, ne vem, hudi strup, nas bo ta sladkorna tabletka dejansko ubila. Torej, dobil si COVID? Vprašanje je, v kaj, tam sva že bila, ne komu verjeti, ampak v kaj jaz verjamem. In dejansko jaz pač že takoj na začetku, ko se je ta epidemija zgodila, sem z dr. Ihanom imel intervju za Zarjo Jano, v katerem sem povedal, da so me vprašali, kako jaz na to gledam, sem rekel, ja, naš notranji bog je imunski sistem, dajmo delati vse na tem, da krepimo imunski sistem. Ker mi točno vemo, da bolezen se lahko zgodi, ko imunski sistem, obramba, naša telesna obramba, ko upade, ne? Ampak je pa tisti, ki ima veliko moč. Ne? In tukaj imamo seveda zavest in podzavest, ampak mogoče v to kdaj drugič malo. Na imunskem sistemu pa dejansko ti gradiš mnoge delavnice, poudarjaš, kaj vse je potrebno storiti za svoj imunski sistem, in ko si se prijavil za kandidaturo, si se počutil dobro, si bil fit. Zakaj si se odločil za to kandidaturo? V bistvu tako je bilo. V tistem času, ravno ko sem imel COVID, to je bilo nekje v marcu, sem začenjal dobivati množična sporočila, da ne kandidiram. In jaz sem se temu smejal. Ker mene politika v življenju nikoli ni zanimala in v bistvu jo poznam, spremljam, ker sem aktiven državljan, ampak nimam pa nobenih ambicij. Mogoče lahko celo priznam, da malo zviška gledam na politiko. Ker danes ugotavljam, da politika ni nič, ljudje, ki grejo v politiko, pa jih kar dosti poznam, grejo zaradi biznisa. Zelo malo, kažem biznis, predsednik ima cirka 3000 evrov mesečne plače. To je v bistvu, jaz sem v bistvu šel v podjetništvo, cel življenje sem podjetnik, z 3 razlogov. Prvič, da delam, kadar hočem, kjerkoli hočem in s komorkoli hočem, in 4. razlog, ki sem ga zdaj namerno dodatno izpostavil, da lahko zaslužim neomejeno. Se pravi, da ne menjam čas za denar, ampak da dajem takšno dodano vrednost, da sem po njej temu primerno tudi plačan. Kar pomeni, da glede na to, koliko sem produktiven, delam pa itak vse timsko, si tudi kolega Grubiš omenila, pa tudi na drugih področjih imam partnerje, dejansko iz tega stališča, bom rekel, ne vem, v podjetju ti s 3000 evri ne moreš ti lahko svoje zaposlene s 3000 evri plačaš, če bi ti kandidirala za predsednico. Ne moreš, a je tako? Seveda. Tako da hočem reči, v bistvu jaz sem tudi v eni javni objavi sem omenil, da sem pripravljen žrtvovati 5 let življenja za to pač, da pomagam ljudem, ker v bistvu, kaj delam že cel življenje?
v bistvu vse te stvari, ki so namenjene rasti moje duše, ne moje denarnice. In v bistvu posledično pa se zavedam, da smo mi ena brezmejna zavest, ljudje, v različnih telesih. Se pravi, mi, ti in jaz smo v bistvu eno. In zato te starodavni pregovori, citati, če jaz delaj drugemu tisto, kar želiš, da bi drugi tebi naredili. Ne? Se pravi, ko naredim nekaj slabega tebi, praktično sem naredil v bistvu sebi še krat 10. In obratno, če sem naredil kaj dobrega, ko si omenila delavnico Body Reset, jaz na koncu vedno rečem in tudi pišem v materialih, da največ sem sam dobil. Ker zakaj? Ker tisti moment, ko ti izražaš vse to visoko vibracijo, vso to radost, igrivost, ki sta mimogrede po starodavnih znanjih opis stvarnika, takrat v bistvu si v tisti energiji tudi sam. In ko ti dejansko, recimo ta moment, jaz sem neskončno hvaležen za vabilo in v bistvu sedaj se čutim tisto izpolnjenega, ker lahko dejansko delim te izkušnje. In zelo pomembna stvar, rak ne pride v življenju, da nas ubije. Rak je naš učitelj in nam pride povedati, da nas je strah. Strah pa je tisti, ki ubije. In to je temeljno sporočilo. Rak je pa učitelj in velikokrat sem recimo dobil vprašanje, kako sem premagal raka. Zakaj bi pa te svojega učitelja premagoval? Jaz ga nisem premagal. Jaz sem to lekcijo, to učenje sprejel in v bistvu naredil to spremembo. In to vsak lahko naredi. Naredil sem to spremembo in zato sem danes tukaj poln energije, aktiven, čeprav v bistvu nekje pravijo, da sem ene vrste medicinski čudež. Je pa res, še enkrat bom poudaril, če te kortikosteroidi ne bi prijel, mene danes ne bi bilo tukaj. Torej, ko govorimo, ko smo omenili cepivo, farmacija je velikokrat center enih kritik, ampak veliko dobrega naredila. Jaz, če jo ne bi bilo, me ne bi bilo danes tukaj. Jaz sem pridobil tisti dragoceni čas, kljub vsem neverjetnim stranskim učinkam, da sem jaz tako ta nezavedni vzorc ozavestil, da si ta proces z mojo mamo zgodil in da potem se je sprožil ta zdravilni proces. Ampak da se je sprožil ta zdravilni proces, si pa zelo, zelo veliko naredil tudi sam. Potoval si po svetu, iskal si znanja modrecev, jih udejanjal in jih danes na svoj način tudi predajaš naprej. Ja, vedno, tako kot so bila prej že pri Ameriki, vedno sta dve komponente. Ena je pač ta uspeh, jaz temu pravim, oziroma znikam tako prava, soavtorjem, to je, vsak človek ima dve karmi. Eno na tisto, kar nas vidijo navzven, se pravi, navzven te vidijo kot zdravega, uspešnega, pa druga karma je tisto, kaj ti navznoter doživljaš. Ker recimo primer, ogromno ljudi ima veliko kapitala, ampak to so dobesedno prototipi nesrečnih ljudi, se pravi po domače. Če bi denar bil tisti, ki bi usrečeval, potem bi bili najbolj bogati, bi bili najbolj srečni in tisti najbolj revni, najbolj nesrečni. Pa ni temu tako. Se pravi, ta potovanja, ko sem omenil te dve komponente, ena je materialnost, druga je duhovnost. Recimo, ko sva izdala 97. leta prvo knjigo Bogatstvo je nas, iz Dnevnika milijonarja ali Bogatstvo je v nas, je bilo veliko ljudi zelo tako hudih, ko češ, ja, duhovnost pa denar ne gresta skupaj. Ne? Pa gresta? Absolutno. Sej dejansko, če zdaj izhajava iz tega, kaj sploh v bistvu duhovnost je, kaj materialnost je, v bistvu vsak človek, so že rekli, je energija in tudi denar je energija. In naš odnos do te energije, denarja je tisti, ki lahko zdravi ali ubija, po domače. Z milijon evri lahko tokam in tokam ljudem reše življenje, ali pa z milijon evri ali pa milijardo se vsem tokim vzameš življenje. Odvisen od tebe, odvisen od tvoje stopne zavedanja. Ker mi v bistvu po najnih spoznanjih z njim imamo 5 razvojnih stopenj. In sedaj točno, mislim, zelo pomembno je se zavedati, da na prvi razvojni stopnji, ko si žrtev, razmišljaš čisto drugo kot pa na drugi razvojni stopnji, ko zajameš svojo notranjo moč, usmeriš svojo energijo v en jasen cilj in se potem prizadevaš, da ga dosežeš. Se pravi, iz te razvojne stopnje, ko je nekdo žrtev, on na svet gleda kot žrtev, ker ni zajel svoje notranje moči, ker mi imamo vsi neskončno notranjo moč. Samo je pa res,
da nikomur ni v interesu, da bi mi to notranjo moč prebudili. V interesu vladajočih garnitur ali pa, če jih imenujem centrov moči, je, da smo mi v bistvu podložniki. Recimo, en znan zdravnik, pa ga ne bom citiral, da ne bo kakšnih težav imel, Slovenec, doktor, je na Princetonu je učil. Pač predaval, učil in je v bistvu on izjavil, da dejansko tam učijo samo otroke, da bodo služili korporacijam. In pravi, da dejansko ta šolski sistem, v bistvu otroci zgubljajo čas z vsem tem, ker je samo to namen. In če gledamo recimo, prej v razgovoru si mi omenila, da ti je bil všeč en video, ko sem govoril o aktivnem državljanstvu, ko sem tudi med drugim izpostavil, kaj nas v šolah, srednjih šolah, fakultetah, pa si lahko doktor ekonomije, naučijo o finančni pismenosti. No in to je tudi eno tvoje zelo zanimivo področje, ki ga tudi še učiš, ne? Absolutno. Mi smo sedaj v takih časih velikih prelomnic na področju monetarnega sistema. Če omenjam samo CBDC, Central Bank Digital Currency, pomeni, da se pripravlja, da bo cel svet počasi prišel na digitalni denar. Nekateri si zapravijo, pa se kreditne kartice so že digitalni denar. Ne, to je čisto nekaj drugega. Tako da, kar to pomeni, to bo tako imenovan tracking money, se pravi, to bo sledljivi denar, kar pomeni, da bo še na tem področju totalna kontrola. Recimo, ko imamo mi gotovino in ta gotovina pač, kakorkoli jo imamo, nihče ne ve. V bistvu v tem primeru je pa vse transparenten. Tle se sicer govori, da v bistvu se bo to naredilo zato, da bo še lažje poslovanje in tako naprej, da se bo pač vsa ta korupcija, da se bo vse te financiranje vseh teh, kako če o temu reči, pranje denarja in vsega tega, da se bo to v bistvu zajezil, ampak če gledamo danes svetovno politiko, se oni največ tega počnejo. Zdaj samo vprašanje, a si upamo to glasno reči ali ne. Ker če gledamo tudi vse te, recimo če zdaj gledamo konkretno že samo Ukrajino, kar se dogaja, koliko milijard gre in kdo nastrada sedaj v vseh teh situacijah, v bistvu mi smo sankcije dali Rusiji, a Evropa pa plača ceno. Oni imajo pa v bistvu rekordne dobičke, recimo. Pa da ne bi zdaj izpadlo, da sem za enega, za drugega. Jaz sem za sočloveka, živali, naravo. Za v bistvu, da si pomagamo drugemu, da imamo tukaj planet Zemljo res prostor, v katerem lahko izražamo svoje kreativne potencijale. No in če gremo zdaj iz tega denarnega toka v tvojo humanitarno dejavnost, ki jo tudi imaš, kot si rekel, za sočloveka, živali in naravo. Gre za projekt Srce na kvadrat? Ja, to je aktivno Srce na kvadrat, brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali in naravo. In sicer ravno sedaj smo v tej fazi, ko ravno danes sem dobil na mail ta srebrnik, na katerem je pač ta logo in pač ta opis, brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali in naravo. Zakaj je to pomemben? Pomemben je, ne govorimo tukaj o kakšnem denarju, da potrebujemo kakšen denar, daleč od tega. Govorimo o tem v gibanju, dajte si predstavljati recimo, se pravi ti in gledalke in gledalci, če bi vsak človek naredil brezpogojno 1 uro mesečno za sočloveka, živali in naravo, pa da je to v Sloveniji 10.000 ljudi, potem bi živeli v raju. Ves čas pri samosvojitvi so nam govorili, da bomo kot Švica. Zakaj ne bi mi začeli drugače razmišljati? Zakaj ne bi bila Slovenija, da bi Švica imela željo, da bi postala Slovenija? In to je samo to, ta povezovanje. Ampak ravno zaradi tega smo pa zdaj preživljamo čase največjih delitev v sami zgodovini človeštva. Recimo, če govorijo tudi o LGBTQ+, tudi tukaj je delitev, tudi tukaj je sedaj se deli ne en koliko različnih variant je tukaj, da sploh ne grem v samo temo in tukaj v bistvu se še tukaj delimo na način, da se odmaknemo od svoje lastne esence.
Ker mi v bistvu bolj se delimo, bolj pozabljamo, kdo mi v resnici smo. In manj imamo možnosti, da mi spoznamo, da smo to, kar sem že danes omenil, brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja. In res, predstavljaj si 10.000 ljudi, ki je recimo, ne vem, vodovodar bi naredil eno uro brezplačno, učitelj bi naredil eno uro brezplačno, zdravnik bi naredil eno uro brezplačno, na svojem področju strokovnjak bi naredil eno uro brezplačno in to bi bil čisto drug sistem, ena druga kvaliteta življenja in tudi druga povezanost med nami. No, zanimiva je tudi ta povezanost, za katero marsikdo pravi, da se ne obnese. To je partnerstvo, ki ga ti podpiraš in praviš, da deluje. Kako se partnerstvo pravzaprav lahko multiplicira? Kje je uspeh partnerstva? Ja, poznamo te pregovore, da je v partnerstvu še, oziroma v Španiji še pes crkne, ne? To je en star slovenski pregovor. Ja, velja, res je, ta pregovor drži samo v enem primeru. Mogoče še v kakšnem drugem, ampak v enem ključnem primeru, če grem jaz v partnerstvo zato, recimo, če grem v partnerstvo zato, da bom jaz imel dodatno korist od tebe in bom že v ozadju gledal, se pravi s figo na hrbtu, kako od tebe lahko čim več pridobim. Idealno partnerstvo, ki so ga z Nikom definirali vsak polovico, je, da v bistvu delujeva na način, da drug z drugim dobesedno narekovaju tekmujeva, kdo bo komu dal več, da bo, se pravi, ne govorim o materialnih sredstvih, ampak da mu bo olajšal življenje, da mu bo pomagal. In ker imaš občutek na ta način, ker oba tako delujeta, imaš občutek, da si vedno dobil več, kot si pa dal. In iz tega stališča v bistvu nekje še gledaš, kako boš še v tej partnerski vezi še več dodal. Recimo, se imamo konec koncev tudi eno priliko iz Svetega pisma, ko sta bila dva brata, en imel družino, eden ne, in je ta brat, ki ni imel družino, je rekel, jaz tega, pa sta pošteno delila, pa v pol, jaz tega toliko ne rabim, jaz nimam družine in po noč mu nosil, ne vem, žito ali kaj mu nosil njegove kaše. Se pravi, ko je, recimo tako bom rekel, ko je resonanca vizij na osnovi talentov, se pravi, zakaj vizija je tako pomembna? Ker iz vizije črpa moč, inspiracijo, motivacijo, energijo in pogum. In ko ima ta resonanco, se pravi, oba partnerja jasno gledata tisto vizijo, sta usmerila ko laserski fokus v to energijo, kaj se zgodi takrat, potem se oba prizadevata, ker je to skupni cilj, kako bosta dosegla. Ko ta vizija v partnerstvu odpade, potem so nekje parcialni interesi in potem se že začnete gledati vsak po svoje, kako boste dobili čim več koristi, ker nekje se že zavedate, da tiste vizije ni več skupne in da pač je to že obsojeno propadne. No, če se premakneva morda iz tega partnerstva poslovnega tudi na partnerstvo v družinih, v družinskih odnosih. En simbol nekega dobrega razumevanja imaš tudi tukaj na mizi, torej tale kipec, ki si ga prinesel s seboj. Ja. Kaj ti pomeni? Kdo tega je poklonil? Ta simbol, ko si mi rekla, da ni nekaj prinesem seboj, kar mi veliko pomeni. Tukaj je, to sem dobil za Abrahama, se pravi za 50-letnico, in tukaj se jasno vidi, da je pač en možakar, en mladenič, tako sem razumel, laptop, se pravi prenosni računalnik na mizi in na njega dela. In moja tašča me tako vidi, ne? Ker vedno tudi, ki je prišla na obisk, vedno sem kaj počel ali kakorkoli razmišljal in mi to zelo veliko pomeni, predvsem iz razloga, ker mi do taščo se za razliko od slovenskega stanja zelo dobro razumeva, ne? Ker imamo veliko štosov na to temo s taščo, ne? In mi zelo veliko to pomeni, no? Kako je ona mene videla, kako se razumeva. Tako, in pač to je ena taka simbolika, imam na vidnem mestu, da vsak dan lahko vidim in to mi je tisto, ki mi tako nekako mi res zaigra srce, radostno mi zaigra srce, ne. Srce ti je igralo verjetno tudi v tistih, če ne rečemo na rokovajih, starih časih, ko si res bil uspešen podjetnik, ko so se dvorane šibile na tvojih nastopih, ko si z dušo in srcem predaval v poslovnem svetu. Tudi danes še to počneš, verjetno na drugačen način. Tukaj je kar veliko gradiva, ki ga imaš tudi razstavljenega tvojih delavnic, takih in drugačnih. Ampak, ko si pomagal nekaterim poslovnežem, so ti danes veliko zahval dobiš preko spletnih omrežij. Tale kipec, še eden, ki je tukaj, ki ti veliko pomeni, pa je tudi kot simbol nekega priznanja,
ko si botroval uspehu nekega podjetja? Ja, nasmehnil sem se, ko si začela govoriti, veliki uspehi in tako naprej. V bistvu, da sem bil zelo vesel, ne. Sem se nasmehnil, zato sem se pomislil, da sem bil vesel jaz, a je bil moj ego vesel, ne. Ampak ja, vsak gre skozi različne faze v življenju. Ja, ta kipec mi je, to je ena majčkeno daljša zgodba. To je bilo leta 2002, ko je, se tukaj je letnica 2003, ko je Oriflame, to je mednarodno podjetje z sedežem v Sloveniji, kjer je delovalo okrog 50 direktorjev, so se med seboj, da ne rečem, na smrt skregali. In potem so, pač, ker delam tudi krizne menedžmente, so pač mene povabili, če bi pač pomagal. In dejansko, ker so hoteli to podružnico že zapreti, sem res ocenil, mislim, tako res sem dal en delček svojega življenja noter, no. Tukaj je bil seveda še potem, ki je prevzel to funkcijo direktorja, moj prijatelj, tudi Boris. In takrat smo dejansko s pomočjo starodavnih znanj in najnovejših znanstvenih ugotovitev toliko dvignili vibracijo v tem podjetju, ne da so se potem objemali od sreče direktorji, ne, ampak da so spoznali to resonanco vizije, ki so jo prej omenila, in da ta sočutje, ki ga bodo imeli en do drugega, to strpnost, da se na ta način lahko spet v bistvu, da je to v bistvu odskočna deska, da je kriza priložnost, da grejo čisto na nov nivo. In potem smo delali redno te pač srečanja in v pol leta, ne da so zaprli slovensko podružnico, je bila najbolj uspešna med 49 po prometu, med 49 državi Oriflama. In je tudi na koncu, sem v eni knjigi dobil od Borisa Maljevca izjavo, kakšni procentni dobički so bili, ampak to je bila pa ena od direktoric, ki je sama izdelala ta pokal, ta simbol, kakor ga imenujemo, in mi takrat na eni veliki preditvi, ki sem imel pač ene vrste kongres je bil, ko sem pač tudi predaval, mi ga je predvsem pač poklonila. In to je en tak simbol, se pravi iz leta 2003 je datum gor, se pravi to je zdaj že praktično 20 let, ne? Ki me ogreje znova in znova, ker zakaj? Vsi ljudje je fajn, da imamo nekje, ne samo, da smo samokritični, ampak da imamo tudi v svojem stanovanju nekje določene srčne dosežke, ker to je za mene bila res tako, bom rekel, taka brezpogojna energija, en tak srčni dosežek, ker smo tukaj, smo zmagali najmanj 50 direktorjev skupaj, plus vsi ti ljudje, ki so v bistvu vse te stranke, in smo dejansko to energijo, tega znanja, te višje zavesti, smo prenesli tudi na pač širše. In zato mi to toliko pomeni, ne? Boris, sva v medijski hiši, veliko sodeluješ na tak ali drugačen način tudi z mediji, tudi sam si medij po svoje, na svoj način. Tukaj na mizi imava kar nekaj tiskanih medijev, v katerih si tudi ti prispeval svoj prispevek. Jih pokažeš morda malce? Tamle spodaj jih imaš. Aha. Da se jih dotakneva. V glavnem zdaj teh člankov, to so kupe intervjujev in vsega tega, ampak je pa v bistvu, kar bi izpostavil, mi zelo veliko pomen, ko sem leta 2000 na svetovni leadership konferenci kot prvi Slovenc predaval z takrat najbolj uspešnimi na svetu, ne, kot je afriški predsednik Mandela, Richard Branson, dr. Covey, Bill Gates, in tudi ko je bil Jay Shetty kot 2-3 leta nazaj najbolj znani influencer na svetu, kot prvič v Evropi na predavanju v Sloveniji, tudi takrat sem bil povabljen, da predavam z njemu. Ampak kaj hočem s tem povedati? To jaz malo vidim mogoče drugače, ker v bistvu je to izhodišče. Vse so bili tudi veliki naslovi so bili v Delu, ne. Tukaj bi zelo veliko lahko govorili, ampak kaj mi poanta, no? Če damo vse skupaj na skupen imenovalec? Iz nemogočih okoliščin, nobenih vez, stric, tet, pa ne vem koga še, mi je to uspelo. Ampak uspelo mi zakaj? Ker mi ratal skozi vse preizkušnje
priti do svoje srčike, do svoje intuicije, do zavedanja, kdo v resnici sem. In ko sem to ozavestil, tudi s potovanji v Indiji, z ženo sem bila velikokrat v Indiji, bila sva med šamani, ko sem prepoznal to svojo notranjo moč, ki jo ima vsak od nas, takrat so se začeli dogajati taki procesi in kot sem omenil to mojo izkušnjo z mamo, nedavno hudo bolezen, na eni strani je ena od najhujših stvari, ki se moramo znebiti v življenju, občutek krivde. Pa po drugi strani imamo nekoga, pa tako, pri moji mami je bilo boje, neskončna ljubezen, da sem bil pripravljen tudi umreči treba, zato da bo ona končno zaživela življenje pri 80 letih, tako, kot si ga zasluži. Boris, še sklepna misel, naša najina oddaja je pri kraju. Veliko misli je bilo izrečenih že danes, pa vendarle postaviva piko na i. Doživljamo, kar izražamo pa lahko le tisto, kar smo prej zgradili v sebi. Hvala lepa, ker si bil moj in naš gost. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, gradite v sebi tisto, kar bo najprej usrečilo vas. In če boste vi tukaj notri radostni, bodo radostni tudi vsi okoli vas. Lahko noč.